Pozdravljeni v novem Q&A-ju. Danes se bom osredotočil na pojasnitve osnovnih področij, zakaj po AIQ metodi pride do nastanka diabetesa tipa 2, metaboličnega sindroma, predvsem zaradi tega, ker imajo vsi trije podoben vzrok, podobno podlago, zato je tudi seveda logično, da je odgovor združen za vse tri. Osnova za vse te fiziološke težave so dolgotrajen stres, kroničen stres, visoka nemoč, in problem, kako življenjsko energijo usmeriti v učinkovito reševanje problemov, ki seveda potem vodijo v to, da živimo v okolju, ki nas kronično pritiska, nas kronično stiska, nas kronično pelje v tesnobo, anksioznost in pol kasneje, ko pride do razvoja diabetesa, metaboličnega sindroma ali pa težav s trebušno slivo, kot tudi v depresijo. Za diabetes tipa 2 je predvsem ključen podatek oziroma razumevanje, da po AIQ-ju kri predstavlja premikajočo se potencialno energijo, s katero v bistvu lahko, ko jo dostavimo na določen del telesa, iz te potencialne energije, ki jo kri ima, recimo v tem kontekstu v obliki sladkorja, ki ga prenaša v mišici, skozi Krebsov cikel ustvarimo, po AIQ-ju temu rečemo življenjsko energijo, in s to življenjsko energijo pa seveda lahko potem operiramo jo, prerazporejamo po različnih delih telesa, predvsem jo skladiščimo v trebušni votlini, kot rezervoarju potencialne energije, s to potencialno energijo pa potem v obliki čustev in kinetične energije, gibanja, vedenja, vplivov, vplivamo na okolje, in s tem ustvarjamo pogoje za aloestazo, se pravi za doseganje sprememb v ravnovesju, aloestaza pa, če je vse tako, kot mora biti, se vodi v homeostazo. Homeostaza je pa tisto stanje telesa, v katerem se počutimo umirjeno, uravnoteženo in omogoča parasimpatično stanje avtonomnega živčnega sistema. In iz tega izhaja, da če živimo ali delujemo v okolju, kjer je nered, kjer je nezanesljivost, nezaupanje, nemoč, sovraštvo, različna druga entropična, agresivna čustva, obup, razočaranost in podobno, da je tako okolje neprivlačno, neprimerno za življenje in seveda na nas ali pa na tistega, ki živi v takem okolju, deluje na način, da to neprimernost, toksičnost, neustreznost čuti, kar seveda dviguje potrebo po več potencialne energije v telesu, več potencialne energije v telesu pa omogoča teoretično vsaj možnost, da del te potencialne energije oseba skozi čustva in izražanje teh čustev skozi vedenje, gibanje, besede, poglede in podobno, spremeni v vpliv na okolje in ta vpliv na okolje ali spremeni okolje v manj neprimerno ali pa omogoča osebi, da to okolje zamenja za bolj primerno ali pa manj neprimerno okolje. In zdaj seveda, če to lahko naredi ali pa če lahko v otroštvu ali pa tudi pol kasneje s to kinetično energijo vpliva na okolico, predvsem recimo na starše ali pa pol kasneje na druge ljudi, da mu pomagajo se boriti proti takemu okolju in ga spremeniti ali pa bežati stran iz tega okolja, ter ga s tem pustiti za sabo. Oboje zahteva aktivacijo simpatičnega načina delovanja avtonomnega živčnega sistema. Je seveda potrebno ustvariti določeno količino potencialne energije. Če pa tega ne moremo narediti, če smo v tem okolju ujeti zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, pri otroku je to pač odvisnost od staršev, pol v najstništvu so lahko seveda tudi zelo pogosto so odvisnost od staršev,
ali pa pol kasneje v drugi fazi najstništva se pa že začne pojavljati obratno razmerje, in to je, da so starši odvisni od otroka in da otrok, v bistvu v tem primeru že odraščajoč otrok, ki se premika proti odraslemu otroku in samostojnosti, čuti, da ni primerno, da sledi naravni funkciji, naravni potrebi po osamosvojitvi, kar pomeni, da tudi ni dobro, da mu produkcija potencialne energije, se pravi spreminjanje kemične energije hrane skozi Krebsov cikel v življenjsko energijo, ki omogoča potencialno energijo, ki omogoča kinetično energijo, ki omogoča dejanja, ki omogočajo recimo v tem primeru osamosvojitev, da je pol interes okolja in tudi tega recimo otroka ali pa najstnika ali pa tudi kasneje odrasle osebe, da nima toliko potencialne energije, ker manj, ko ima potencialne energije, manjša je verjetnost, da bo naredil tisto, kar nagonsko ali pa iracionalno v telesu čuti. In v takem primeru seveda se pogosto zgodi, da pride do nepravilnega delovanja trebušne slinavke oziroma nepravilne koncentracije inzulina in funkcije inzulina v krvi, kar seveda omogoča popačenje ali zmanjšanje učinkovitosti spreminjanja kemične energije v življenjsko energijo in s tem potencialno energijo, in na ta način skozi nepravilno delovanje, nepravilno funkcijo inzulina v krvi oseba ostane nemočna oziroma ostane ujeta ali obstane v določenem okolju zaradi lastnih ali pa interesov drugih v tem okolju, ki pa se jih običajno zaradi senzorno-motorne amnezije in neprimerne čustvene zrelosti ne zaveda. In seveda potem postane odvisna ali od zdravil oziroma v tem primeru različnih pristopov in metod, ki pomagajo osebam z diabetesom tipa 2, da uravnavajo raven sladkorja v krvi. In seveda taka oseba potem ni neodvisna, ne more biti močna, ne more biti samostojna, zaradi tega, ker je skozi odvisna ali od tehnologije, ali od sebe, ali od drugih, da mu priskrbijo ali pa ustvarjajo pomoč, ki mu pomaga ustvariti neko, recimo temu, bolj normalno življenje. In na tak način seveda doseže neučinkovito produkcijo potencialne energije in potem ne more dovolj dobro uporabljati agresivnega vedenja, da bi z bojem ali begom ali dovolj spremenilo okolje, v katerem je, da ne bi več delovalo na njo toksično in jo sililo v kronično povišano napetost, ali pa da okolje zamenja in gre iz tega okolja v drugačno, boljše okolje, in na ta način v bistvu se bolj učinkovito adaptira na to, da živi v določenem okolju, čeprav to okolje ni primerno za zdravo življenje. In seveda se potem razvije bolezen tipa 2. Pri metaboličnem sindromu v bistvu je podobno stanje, samo da se drugače manifestira. Osnovno je, da obstaja kombinacija mišične zakrčenosti in dolgotrajnega neravnovesja v telesu, s tem, da še enkrat poudarjam, neravnovesje v telesu ne more biti ločeno od zunanjega neravnovesja, in čeprav se nam zdi, da imamo okolico v ravnovesju ali pa da je okolica uravnovešena, v redu, to notranje neravnovesje in kronične bolezni ali pa kronično stanje, kot je metaboličen sindrom, kažejo, da temu ni tako, in potem je vedno treba upoštevati obstoj senzorno-motorne amnezije, ki pa omogoča senzorno-motorno iluzijo. Ta iluzija pa nam v bistvu omogoča, da imamo, tako kot sem prej razlagal že pri diabetesu tipa 2, da se v bistvu adaptiramo na določeno okolje, ki je za nas dejansko kot celoto nezdravo,
Mi ga pa skozi senzorno-motorno iluzijo dojemamo kot primerno, normalno, običajno in v bistvu niti ne dojemamo, da je lahko vzrok v odnosih v okolju ali v vplivu okolja na nas in iščemo potem razloge, zakaj imamo metaboličen sindrom na drugih področjih življenja, drugih ljudeh, drugih substancah, usmerjamo pozornost stran od sebe na druga področja. Ampak metaboličen sindrom kot tak ima isto funkcijo, da zmanjša učinkovitost produkcije potencialne energije v trebušni votlini. Samo na drugačen način to doseže, recimo kot pri diabetesu tipa 2, čeprav razlika ni velika, je pa podobna. In seveda potem pride do nezmožnosti sprostitve, telo je potem v nenehnem napetem stanju, energija in hranila v telesu se ne predelujejo učinkovito, koliko bi se morala, kar vodi v metabolični sindrom in taka oseba seveda je potem šibkejša, manj učinkovito agresivna, manj odločna, manj se zaveda, kdo je, manj se zaveda svoje pomembnosti, bolj ima občutek nesprejetosti, neprimernosti, nezaželenosti, odtujenosti od drugih ljudi in še posebej to velja da se je to zgodilo v preteklosti, ta odtujenost do staršev, čeprav se lahko ne spomnimo ali pa imamo celo prepričanje, da staršev nismo imeli odtujenosti, kar se mi pogosto zgodi, ker nekje tam skoraj 90% ljudi, s katerimi delam, je na začetku prepričanih, da je bilo otroštvo normalno, celo dobro, kljub temu, da imajo kronične težave, ki kažejo, da očitno nekaj ni bilo v redu. In seveda potem skozi vaje, zmanjševanje senzorne amnezije, večanje čustvene zrelosti počasi se začnejo zavedati, da so bile določene stvari v otroštvu nenormalne, neprimerne, in potem začnejo vedno bolj povezovati, da dejansko obstajajo vzroki za to, da so danes tako, kot so, ne. In pri metaboličnem sindromu je tudi zelo tipično stanje in to je pomanjkanje stika s telesnimi potrebami, ker taki ljudje pogosto ignorirajo signale, kot so občutek lakote in sitosti, in se v prehrani ravnajo po zunanjih merilih ali po nekih navadah, po nekih prepričanjih, ne pa skozi občutek interocepcije, se pravi občutek iz notranjosti telesa, ki nam pomaga določiti, koliko smo v resnici lačni in k česa smo tudi lačni. Podobno je tudi pri diabetesu, seveda tudi zaradi tega, ker pri diabetesu mora pa oseba biti že zaradi svojega stanja in grožnje, ki mu jo povzroča težava s previsokim ali pa prenizkim krvnim sladkorjem, biti nadpovprečno pozorna na to, kaj je, koliko poje in kdaj je, ter se potem pride do malo drugačnega stanja, ko mora biti zaradi svojega stanja nadpovprečno pozorna na hrano in kako se hrani, medtem ko je recimo oseba z metaboličnim sindromom pa podpovprečna na to, kako se hrani in kdaj se hrani, ko pa želi to odpravljati, mora pa isto iti v nadpovprečno pozornost, ki pa jo seveda ne more kombinirati z občutki iz notranjosti telesa. In zato je tudi pristop pri obeh stanjih, tako pri diabetesu tipa 2 kot pri metaboličnem sindromu za izboljšanje, delno izboljšanje ali pa vsaj umiritev, zmanjšanje negativnega vpliva tega stanja na življenje te osebe, podobno in to je skozi vaje zmanjševanje senzorne amnezije, skozi učenje razumevanja, kako te sistemi delujejo, pa postopno izboljševanje dviganje svoje čustvene zrelosti, boljše in bolj učinkovito delovanje uporabe agresivnih čustev in avtonomnega živčnega sistema, zmanjševanje kroničnega strahu, kronične nesprejetosti, zaprtosti, odrinjenosti, kar pa seveda potem vodi v to, da je manj potrebe po kronično neučinkoviti
kronično neučinkovitem spreminjanju kemične energije hrane v življenjsko energijo in potencialno energijo.